Dobra 3 leta nazaj sem se za prvomajske praznike odpravil na potovanje po Makedoniji in Grčiji. S sabo sem vzel še sopotnico Renato. Na pot sva se odpravila en večer, kar je pomenilo, da sem celo noč vozil in sem potem naslednji dan zjutraj kar precej utrujen prišel v Skopje. Tako da najprej sva z Renato šla do tam, ko sva imela rezervirano sobo, da sva se namestila. Potem sva šla majčkeno pogledati po Skopju. Zdaj Skopje je tako, cel kup je tistih kipov, malo je kičasto, ampak vseeno zanimiv mest. Sicer se nekaj dolg časa nisva zadrževala, zato ker so bila obedva kar utrujena, še posebej jaz, saj nisem prejšnjo noč nič spal. Tako da ta prvi dan sva šla zelo kmalu spat. Naslednji dan sva pa zjutraj vstala in se odpravila v kanjon Matke. To je en zelo zanimiv kanjon, v katerem je jezero. Jezero je umetno, ker so pač reko zajezili in je tam zdaj hidrocentrala. Je pa zelo lepa sprehajalna pot. Kanjon je zelo strm, ampak so super razgledi, zelo lepa narava. To vidite v teh posnetkih, ki so narejeni z dronom, tako da je to res lepa točka in če boste šli v Makedonijo, vam sigurno priporočam, da si jo pogledate. Midva so približno, bom rekel, dobre 2 kilometra v eno smer po kanjonu hodila, pa potem še nazaj. Ko sva prišla nazaj, sva se ustavila v enem lokalčku tik ob jezeru, kjer sva spila kavico. Sva dobila tudi zelo super sedež, tako da sva obedva gledala na jezero, tako da je bilo fino. No, ko sva si pa pač to ogledala, spila kavico, sva se pa še odločila, da greva pogledati en jezero. Ta jezero sem jaz našel na Googlovem zemljevidu in sem rekel, to bilo pa zanimivo za pogledati. No, ampak potem na koncu ugotovila, da do njega se ne da z avtom priti. Vozila sva se po nekih hribih, pa nikamor prišla. Na koncu je pot ratala tako slaba, da sva se mogla ustaviti. Je bila sicer zanimiva vožnja, ampak ni bilo drugega, kot da obrneva. Ko sva se vračala proti Skopju, sva tik pred Skopjem se ustavila v neki restavraciji, ki sva jo videla s ceste. In tam sva rekla, greva nekaj povečerjati, prideva v lokal, naročiva. Jaz se spomnim, da sem jedel špagete, kaj je Renata jedla, ne vem točno. Bilo je zelo dober, zelo pocen. No, potem pa plačam. Natakarica sem ji še nekaj govorila, ampak se nisva najboljš razumela, ker pač ona je bila Albanka. Z Makedoncem se sicer čisto enostavno razumeš v srbščini, z Albanci je pa to malo težje. Jaz jo nisem razumel, kaj hoče povedati, pač tisto sem plačal in sva se z Renato odpravila, da greva v hotel spat. Ko pridem v avto, sem pa ugotovil, da imam na mobitelu samo še 5% baterije in sem vedel, da je to premalo, da pridem do hotela. Vedel sem pa tudi, da brez navigacije ne bom prišel do hotela. Tako da sem rekel, nič, grem za 3 minute nazaj v lokal, pa najdem en vtikač in preklopim telefon. Jaz sem tam našel neki vtikač in preklopim telefon, pa pride en moški do mene. In ta moški mi začne nekaj govoriti in potem sem ga le razumel, da je pač naju kelnarica hotela počastiti z neko sladico in da se to že dela, da kje imam ženo, čeprav Renata ni moja žena, da ne grem puj in da pojeva še sladico. No in jaz sem šel res po Renato in sva še tisto sladico gratis dobila. Občutek je bil fenomenalen, pa ne zato, ker sva zdaj 2 ali pa 3 evre prišparala, ampak zato, ker vidiš, kako iskreno so te ljudje veseli. No, ko sva pojela to, sva potem šla v hotel,
zaspala. Zjutraj sva zgodaj vstala in se odpravila na relativno dolgo vožnjo do Ohrida. Vmes sva imela še ene postanke. Želela sva si ogledati Mavrovo, predvsem jezero in tole cerkvico, ki jo vidite tukajle na sliki. To je cerkvica svetega Nikola, ki so jo zalili z vodo, takrat, ko so pač delali jez za hidroelektrarno. Zdaj je bilo vode bolj malo, ko so midva tukaj bila, in je cerkev bila relativno zunaj. Je se pa dostikrat naredi, da je pa cerkev, bom rekel, da je ene 10 metrov več vode in se vidi, bom rekel, samo streha, pa ta zvonik ven iz vode. Midva sva to malo pogledala, posnela. Meni osebno je bilo zanimivo, tako da se to splača videti, pa tudi samo jezero je lepo. No, ko sva si tukaj to ogledala, sva se odpravila po poti naprej in najina naslednja postojanka je bil samostan svetega Jovana Bigorskega. To je tole, ki vidite na sliki. To je velik samostan, po katerem se zanimivo sprehoditi, pa tudi takole iz zraka ga je zelo zanimivo videti, ker je res tak zanimiv. Tukaj se nisva sicer zelo dolg časa zadrževala, bom rekel eno slabo urico, potem sva se pa odpravila naprej proti Ohridu, kjer sva kar na ulici najdla nekoga, ki nama je ponudil apartma in potem tudi tam prespala. Naslednji dan sva se z Renato odpravila na oglede. Najprej sva šla ob Ohridskem jezeru do samostana Sveti Naum. To je zanimiv samostan tik na albanski meji, ki so ga naredili v 9. stoletju našega štetja. Ko sva si tukaj nekaj pač to ogledala in tudi nekaj pojedla, sva se odpravila čez hribe do Prespanskega jezera. Vmes sva se ustavila na teli zanimivi razgledni točki, ki vidite na sliki. To spodaj je Ohridsko jezero, na drugi strani je pa Prespansko jezero. To je taka zelo zanimiva panoramska pot. Jaz sem zelo užival v vožnji po njej. Tako da tole nekje so bila na sredini poti, potem na drugo stran sva se pa pač spustila dol in sva prišla do Prespanskega jezera. Zdaj neke posebne vročine ni bilo, tako da zakopati se ni bilo. Sva se pa malo zapeljala ob Prespanskem jezeru, ustavila sva se na parih krajih, nekje na nekih plažah, pa tako da bil je en tak lep izletek, zelo lepa narava, zelo zanimivo, ampak dan je kar hitro minil, tako da so se potem vrnila nazaj v Ohrid, kjer so spet prespala v istem apartmaju kot že prejšnji dan in potem naredila načrt za naslednji dan. Ta dan je bil najin zadnji dan na Ohridskem jezeru. Seveda sva si mogla iti pogledati še tole najbolj znamenito cerkvico ob Ohridskem jezeru, ki se imenuje cerkvica svetega Jovana Kaneo. Zgrajena naj bi bila v 13. stoletju, ne vejo pa čisto točno, kdaj je bila zgrajena, so pa prepričani, da pred
15. stoletju, ampak nekako pravijo, da ne bi bilo v 13. stoletju. No, še preden sva si ogledala to cerkvico, sva si šla pogledat trdnjavo, ohridsko trdnjavo, ki je zelo zanimiva, leži na hribu, odkjer je res lep razgled na mesto in tudi na samo Ohridsko jezero. Zdaj, če boste vi obiskali kdaj Ohrid in to trdnjavo in boste šli s svojim avtom, vidite zdajle na videoposnetku moj avto, pa mene zraven, ke z dronom snemam. Tako da, lejte, upam, da je še odprto, tukaj se lahko kar po eni taki malo bolj stranski cesti gor pripeljete in pustite tle avto nekje ob cesti in midva nisva nobenega imela problema in so si šla potem v mir ogledati tole trdnjavo, potem pa še nižji dol tole lepo cerkvico. Ta cerkvica leži čist ob Ohridskem jezeru, majčkeno nad to cerkvico je pa še en drug samostan, to je tale, ki ga zdajle vidite na videoposnetku. Midva sva se tudi tukaj sprehodila, ampak bom rekel, veliko časa pa temu nisva posvečala, namreč čakalo naju je dolga vožnja do Grčije, do Meteore. Vmes sva se ustavila samo v Bitoli, kjer sva šla nekaj pojesti in pač tam ne bom nikoli pozabil, kelner je, kako naj bil vesel, mene je kar objemal, tako da so bila res lepo sprejeta. V Grčiji sva bila nastanjena majčkeno stran od Meteore. Tako da zjutraj sva se usedla v avto in se odpeljala do Meteore. To je bil kraj, ki sem se ga jaz na tem potovanju najbolj veselil in sem vedel, da mi bo od vsega najbolj všeč. Pričakoval sem veliko, ampak ko sem sem prišel, sem pa videl, da sem še premalo pričakoval, ker to je toliko neverjetna zadeva. Jaz sem bil čisto navdušen nad to pokrajino, na tem samostani. Lejte, tole, ki vidite, ke sem šel semle na ta kamen gor, na to goro, pa sem snemal z dronom. Tukaj zadaj je čist prepad dol, ampak pogled na mesto Meteoro, na te okoliške hribe. Jaz sem to samo gledal, meni je bilo neverjetna zadeva. Tudi te samostani so neverjetni. Ampak meni je ta zadeva bila všeč že zaradi tele neverjetne pokrajine. Lejte tole, ne. Jaz v Meteoro se zagotovo še vrnem. Jaz šele potem, ko sem si te videe doma pogledal, lejte, ravno ta video, ki ga vidite, ki sem gledal, sem rekel, pa joj, jaz moram to tukajle vse prehoditi. Pa poglejte tele stožce, mislim, jaz tudi brez teh samostanov bi bil popolnoma navdušen. So samostani pa tudi še pika na i, ki so tudi seveda zanimivi. Samostani v Meteori, to je dobeseden prevod, bi bil samostani na nebu. Včasih je bilo tukaj 24 samostanov, ampak to že dolgo nazaj, namreč v 9. stoletju so se sem naselili te menihi in začeli te samostane delati, da so pač živeli v njih. Menda, da so tako odročno jih naredili zato, da so imeli pač ta samostansko življenje, da so bili izolirani od drugih. Zdaj pa je teh samostanov ohranjenih še 6, od tega v 4 živijo moški, v 2 pa ženske. In lejte, ta samostan, ki ga tukaj vidite, na tega sem tudi šel, pa še na 2 druga. Zanimivo za pogledati. Jaz sicer v neko
zgodovino, pa kaj je noter, pa čemu je kjer samostan služil, se nisem poglabljal, ampak je pa to tako zanimivo videti, da pa ne morem povedati. No, jaz sem bil na tole pokrajino popolnoma navdušen. Ne. Poglejte, lejte to, kako je to lepo. To je en tak hud občutek, tako da meni se je tukaj kar smejalo. Tako sem bil nad vsem skup navdušen in škoda, da sva tukaj bila samo en dan, oziroma naslednji dan sva potem šla še v samostane pogledati. Prvi dan sva pogledala, sva šla samo okolico se vozila, naslednji dan sva šla pa še samostane pogledati in naslednji dan je dež padal, tako da sva ravno srečo imela, da je bil en dan prej pa zelo lep, da sem tele fantastične videoposnetke naredil. Zdaj, ko sva si midva to vse skupaj ogledala, sva šla dol v vasico, ki je samo par kilometrov stran, sva šla nekaj pojesti v eno zelo prijetno restavracijo. To je tole, ki vidite zdajle na sliki. Bilo je zelo dobro in tudi, ne boste verjeli, cene nižje kakor pri nas v Sloveniji. No, potem se je pa že malo mrak začel delati, sva se pa nazaj vrnila in sva rekla, bova tukaj počakala sončni zahod. In glejte, usela sva se semle na tole skalo in čakala sončen zahod, opazovala. Povem vam, to je bilo tako lepo, da ne morem povedati. In tudi tak fini občutek, res, brez besed ostane človek. No, glejte, zdaj, ko vidite tukaj, ko se dron dviguje, ne, jaz sem hotel, da greva z Renato čist na rob, se pravi čist na desno stran, ampak je tukaj, ko vidite, na sredi eno zarezo, je bilo malo za preplezati in pač nisem mogel Renato prepričati, da bi šla gor, drugače bi šla tukaj čist na konc, kaj bi bilo to fenomenalno. No, ampak glejte, jaz si še enkrat želim iti sem, tukaj bom 3 dni in jaz bom to vse prehodil po dolgem in počez, pa tudi zaplezati je tukaj, tako da tisti, ki radi plezate, boste tudi zaplezati. Boste tudi plezali lahko, jaz ne vem, ali bom ali ne bom, važno mi je, da vse vidim. In malkater dan sem šel tako zadovoljen domov, mislim spat, kot sem šel ta dan. Kot sem že rekel, sva naslednji dan zjutraj šla na hitro pogledati 2 samostana, se pravi noter v notranjost sva šla. Če imam prav v spominu, ni bilo nobene vstopnine, je bilo pa zadeva zelo zanimiva za videti, tako da če boste tukaj, obvezno pejte se 1, 2, 3 samostane tudi noter pogledati. No, potem sva pa pot nadaljevala nazaj v Makedonijo. Edino znamenitost, ki sva si tisti dan pogledala, je bilo tole jezero, ki ga vidite na sliki. To je marmornato jezero. Marmornato se zato imenuje, ker tukaj kopljejo marmor. In so tukaj dosti globoko noter so pač skopali ta marmor, se pravi te bloke, in potem je pa to enkrat voda zalila in je ratal takle zanimiv jezero, ki ga zdaj imenuje Marmorno jezero. Tle, to sem jaz prej po slikah videl, da se ljudje tudi kopajo in tako naprej. Ampak dobro, zdaj to 1. maj ni bil ravno čas za kopanje, pa kar visok je tole. Jaz se spomnim, da smo se po Makedamu zelo po slabi cesti, zelo dolg časa vozila gor. In ko sva gor prišla, imajo pa tukaj enega čuvaja.
In ta čuvaj tudi prišel do naj. Jaz sem ga malo pozdravil, rekel sem, da sva se malo pogledat prišla, pa imel sem eno piksno piva v avtu, pa sem mu tisto piksno dal, tako da je pol to bilo vse skupaj malo lažje, bi rekel, da ni slučajno naj spodol ali kaj tacga, ampak jaz mislim, da tujca tukaj ne bi spodil. Sem pa prepričan, da se tukaj mora biti tudi zelo, zelo zanimivo kopati noter. Tako da meni ta jezero je bil izredno zanimiv. No, potem so pa nadaljevala pot do Skopja. V Skopju sem našel en zelo pocen hotelček. Vem, da je bil 18,4 evra za 2 osebe z zajtrkom, pa je imel na Bookingu ceno 9,6. In tudi zajtrk je bil zelo super, tako da je bilo super. Tako da ta dan je bil malo krajši, bolj sam vožnja je bila, ampak vseeno zanimiv. Naslednji dan je bila pred nama celodnevna vožnja do Črne gore, se pravi, šla sva iz Skopja čez Kosovo do Črne gore, natančneje do Skadarskega jezera. Tja sva prispela po noči in se namestila v teli namestitvi, ki jo vidite tukaj na videoposnetku. Pojma nisva imela, kam sva prišla, zjutraj naj je presenetil super zajtrk, potem sva si pa rekla, greva majčkeno si pogledat Skadarsko jezero. Jaz sem sicer enkrat že bil v Albaniji ob Skadarskem jezeru, vedel sem, da obstaja, kaj drugega pa o njemu nisem vedel. Ko pa sem to pogledal na zemljevidu, sem bil pa presenečen, kako zelo velik je. Potem še, ko sva se pa z Renato zapeljala ob njemu in ko sva pa to gledala, sem pa rekel, wow, pa to je neverjetno velik jezero. Zdaj sem prebral, da je to največje jezero na Balkanu in da ima tudi 50 otokov. Enega ste ravnokar videli na tem videoposnetku. In tukaj, ko sva se midva vozila z avtom ob jezeru, je tako kar strmo pobočje, ampak zelo, zelo, zelo lepo. Žal se nama je mudilo naprej, ko sva se vračala domov, tako da nisva imela zelo veliko časa, pa tudi po posnetku vidite, da vreme ravno lepo ni bilo. Tako da sva si vse bolj na hiter ogledala, ampak je pa bilo fenomenalno, tako da meni je tole bilo res lepo. Iz Skadarskega jezera sva nadaljevala pot proti domu ob obali, vmes sva se še ustavila, da sva si pogledala Sveti Stefan. In potem sva malo pred Dubrovnikom v Konavljah prespala. Ko pa sva naslednji dan nadaljevala pot domov, sva se zapeljala še do gore Srč. Iztle tudi vidite te slike, kjer sva uživala v razgledih na stari del Dubrovnika, pa še lep dan sva imela, tako da je bilo res čudovito. Ko sva pa še tole čez dala, sva se pa odpravila na pot proti Sloveniji. Tako da prišla sva nazaj zvečer in to je bilo res eno zelo zanimivo potovanje, na katerem sva videla zelo veliko, škoda pa, da nisva imela malo več časa.